I Spy with my own eyes. Ja, ura je 9:30 in, kot sem že omenila, nisem več sama v studiu, z mano sta kar dve. In to fuzbalerki lahko rečem, oziroma kako se prav reče, futsalki ali fuzbalerki? Futsalerki, no vse sem zgrešila. ŽNK Celje v moji družbi Vanja in pa Deja. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Vanja je danes prišla z malo več glasa, kot je bila nazadnje. Res je, res. Sicer ti ga malo tudi že pojenja vidim. Ja. Kaj si živčna? Mal. Ava dejno. Ja, nisem navajena, ne. Ja. Jaz navajena biti na igrišču, ne pa na radio, ne. Pa še nekje drugje, ampak pustimo to za drugič, ne? Ker Vanja, če pa kaj zna pa tudi dobro kavo skuhati. Res je. In to vedno naredi tako z ljubeznjo, sam povem. Tako da, če slučajno kdo ne ve, kam na kavo, Gala Cafe City Center. Malo reklame še za njih, evo. Punci, vidve sta prišli zdaj, ker 2 dni nas še loči do, kako se že reče, ne boj, mesarsko klanje bo na igrišču. Točno tako. Kaj se bo zgodilo? Imamo tekmo s Košano, to je v bistvu ena tekma, ko je pokazatelj, oziroma z njimi smo prišli v finale futsal pokala ženskega. Tako da bo to en mali trening, da vidimo, kako pa kaj za finale. Ja, zdaj, finale ste osvojili že lani, oziroma že lani ste osvojili kar dvojno krono v ženskem futsalu, ne? Letos si obetate še 3., mislim, pač imate na voljo samo 2, ali še lahko mogoče 3. osvojite? Mislim, se je še kakšna kategorija pojavila zraven? Mislim, zaenkrat še ne, ampak definitivno je naš cilj še letos osvojiti dvojno krono. In v soboto se dobimo kje in kdaj? V soboto se dobimo na Kajuhu ob 18. uri, tako da res lepo vabljeni, da nas podprete na tem derbiju, da gremo zmago naprej, ne? Ja, ker prejšnjo soboto ste bile pridne, ste zmagale. Ja. Koga ste premagale? Ekipo Trzina, kar nam je omogočilo v bistvu uvrstitev v finale. 2 tekmi sta bile, ena pri njih, zdaj ena pri nas, obe smo dobile, prvo z rezultatom 6-3, zdaj z 3-1, kar je bilo dovolj za finale, tako da ja. 7. marca pa gremo v početrtek. In tam se boste spet metale po igrišču s tistim največjim čekom. Upajmo, da. Tak je naš cilj. Ej, ko smo že glih par čekih, ne? Oziroma bonih in denarju. Kako pa kaj finančno stojite? Glede na to, da moški nogomet vemo, da je finančno zelo podprt, ne? Kako je pa z vašim klubom? Mislim, dosti slabo, no. Neko odshajamo iz leta v leto, ampak definitivno bi še rabila kakšne sredstva, da bi lahko. No, zdaj tudi mestna občina naj bi priskrbela, da boste imeli najem dvorane za treninge samo za 1 evro, kar pomeni, da boste že tukaj privarčevali nekaj, kar pa še zdaleč verjetno ni dovolj za vse, ker punce, ker dosti tudi same vlagate v vaše treninge, ne? Tako je, ampak že to je en dober korak naprej. Mogoče kak evro, ko ga lahko vložimo kam drugam. Ampak se pravi, glede na to, da imamo takšne rezultate, ko imamo, bi si vse želeli še mogoče tudi kakšnega sponzorja več, da nam bi lahko malo pomagal čez celotno sezono. Evo, dragi podjetniki v Celju, če imate kakšen evro viška in bi si mogoče želeli postati tudi velik sponzor ŽNK Celje, dobrodošli, seveda vse informacije dobite tudi na njihovi spletni strani ali pa pokličete mene v studio, pa vam potem predamo vse informacije naprej, pa da zrihtamo dekletom, da se bodo mogoče ne okitile samo z zlatom okoli vratu, ampak mogoče tudi s kakšnim zlatim sponzorjem še v tej sezoni in tudi za naprej. Imam pa jaz eno vprašanje, ko smo glih same ženske na kupu. Koliko vas je v ekipi? 15 igralk. 15 PMS-jev torej. Ja. Kako pa s tem shajate? Je kar zanimivo, no, včasih. Se nam kar dogaja, no. Mislim, je kar pestro. Bolj vprašanje za trenerja, no, ker druga pa predsednika. Ostale smo same ženske, tudi 2 v strokovnem štabu, tako da imamo samo 2 moška v ekipi, pa verjamem, da ima je kar zanimivo, no. Ampak zaenkrat nek odhendlata, no. Vsaj tako gledamo, no. Sicer trener je brez las, ampak vredo je, ne. Nima kaj več dobiti, ne. Ne, mislim pa tudi že punce same med sabo, se veš, da kjer je več žensk na kupu, ponavadi hiter pride do kakšnih teren, ne, si tečen, pa je ovulacija, pa nizek pritisk, pa eni pokažeš prst, pa je vse narobe.
Pa ja, no, ampak mislim, da moramo letos kar potrkati. Jaz mislim, da je res dinamika dobra, da se ful dobro razumemo. Pač ja, je kjer kdaj tečna, ne, ampak tudi to je v športu. Jaz res mislim, da je vzdušje letos vrhunsko. No. Ja, jaz držim pesti, da bo to vzdušje trajalo še naprej. Torej, kako vas lahko podpremo, recimo mi, ki nimamo ravno evrov za donirati, pa lahko vseeno pomagamo na kakšen način? Da prijete navijati na vsako tekmo. Na vsako tekmo, torej v Kajuha, spravi prva gimnazija v Celju, to je pač Kajuh, v telovadnico in lahko rečemo, da to lahko storimo že v soboto. To soboto ob 18. uri. Pa vstopnine ni, ne? Ne, vstop je prost. No, če ne boste imeli, mislim, tudi če nimate evra, date lahko vsaj kakšen glas od sebe in bučno spodbujate naša dekleta ŽNK Celje, torej že to soboto in da jim pomagamo seveda, da osvojijo ponovno dvojno krono. Punci, hvala lepa. Se vidimo v soboto? Se vidimo. A bota tam? Ja, bomo, bi bilo fajn. No, pa da boste dali še kakšen gol, ne? Bomo. Več kot ponavadi. Za nas. Bomo se potrudili. To nam je namen. Evo, cilj imamo dober, motivacijo tudi. Torej, se vidimo v soboto v Kajuhu, da podpremo ŽNK Celje.